svoboden smo živeli, smo živeli, smo živeli, tako svoboden na tem svet, Božjem svet, Božjem svet, da če kruha nismo imeli, smo brez njega, sme živeli, sme živeli. Zanimivo, da se v tem prvem trenutku, ko se začneva o tem pogovarjati, pravzaprav ne spomnim, a je naslov Arnovega teksta Živimo kot svinje ali živite kot svinje. Tekst je bil, to k imam v spominu, zelo uspešen pri publiki, zelo na veliko so hodili predstavo gledati, veliko je bilo zanimanja, veliko se je v njej govorili in skratka zelo je bila prodorna predstava za tisti čas. To so bila tako imenovana svinčena leta. Predstava Živite kot svinje je pravzaprav v svojem času nastala kot nekakšen zelo srečen spoj avtorja, režije, časov, v katerem smo živeli, v katerem so takrat mladi ljudje živeli, in tudi vseh drugih ustvarjalcev, igralcev, tako Poleta Bibiča, kot predvsem seveda Majde Potokar, Beneditiča, Štefke Drolčeve in drugih nas mladih. Ta tekst bil, kot kaže, sprejet le tudi na ta način, ne da se živi kot svinja v inozemstvu, nekje v inozemstvu, v Angliji, ampak da je takšno življenje lahko tudi pri nas. Jaz sem leta 70. odšel iz ljubljanske Drame. Takrat so bile v Drami take napete razmere, če hočem bolj milo reči, bila kriza Drame, vsi smo bili skregani med sabo in tako naprej. In tega nisem prenesel in sem šel za nekaj časa v mestno gledališče ljubljansko. No, to je bilo tudi obdobje, ko slovenski režiserji sploh niso sodelovali v ljubljanski Drami. In takrat, ko so bile Svinje na sporedu, zdaj se ne spomnim natančno katerega leta, so že začeli tudi nekateri, veden Dušan Jovanovič pa Žarko Petan in Zvone Šedelbauerjev sodelovati v Drami. 25 let je minilo, odkar so sneli to delo z repertoarja in moram reči, da je seveda zaradi te velike distance potrebno najprej nekaj dejstev pojasniti. Uprizoritev Živite kot svinje je pravzaprav del nekega procesa, ki je nastal po bojkotu režiserjev. Z Dušanom Jovanovičem sva šla od podpisnikov prva delati ponovno v Dramo. In takrat sva se dogovorila pač vsak za svoj projekt oziroma tekst in jaz sem izbral ta Arnov tekst. In kot se zdaj spomnim, bi rekel, da sem imel srečno roko pri tej odločitvi. Srž je bila v tem, čeprav je storija zelo zapletena in dolga, da je prišlo do bojkota slovenskih režiserjev zaradi tega, ker je direktorstvo Drame prevzel Šenk, prevzel Janez Šenk. In s tem je neka posebna situacija v Drami nastala in jaz, takrat sem bil predvsem mlad, dobrih 30 let sem bil star, deloma slučajno, deloma sem pa zavestno poskusil, sem prišel zraven, najprej preko društva dramskih umetnikov, potem v samoupravnih organih, takrat je bilo to samoupravljanje zelo živo, sem se zelo angažiral, nisem bil sicer nikoli v življenju v partiji, ampak takrat sem se v teh organih zelo intenzivno angažiral v snovanju neke politike, neke strategije, ki bi pripeljala iz te slepe ulice. No, v tem nisem bil samo jaz aktiven, lahko omenim Štefko Drolčevo, še Janeza Albrehta, Borisa Juha, nekako morda še kdo, ampak predvsem ti smo bili
v svetu drame, nekaj let, en čez drug, dokaj aktivni na razne načine. Je pa dejstvo, da pravzaprav neke rešitve se ni dalo najti takrat in da so stvari še dolga leta nekako iztekale in počasi uravnavale. Z tedanjim direktorjem drame Janezom Šenkom so razgovori tekli izjemno hitro, brez problemov. Hotel je nadoknaditi vse, kar je zamudil z vztrajanjem, bi rekel, zoper podpisnike tega bojkota in nasploh z svojo politiko, ki jo je vodil tedaj v drami, ki se mi zdi, se mu je zazdela tudi že zgrešena, kajti čas je tekel. In tudi za nas ni bilo pravzaprav enostavno. Praktično moram povedati, na začetku te kariere svoje, tako rekoč, ali pa v prvi tretjini kariere, celih 6 let nisem delal v tem srednjem gledališču v drami. No, s tem tekstom angleškim sem takoj videl, da se bo nekaj zgodilo, da bo to ena materija, ki bo zelo vznemirila Ljubljano. In iskal sem seveda interprete za to. Tudi pri tem, moram reči, mi je vodstvo šlo kar se da na roko, razen, bi rekel, tistih tehničnih problemov, kjer so bili nekateri igralci zasedeni pri drugih projektih, je bil Šenk izjemno odprte glave in je takoj vedel, da bo s tem pridobil nek adut, s katerim bo verjetno vabil tudi druge mlajše sodelavce in pa druge starejše sodelavce, s katerimi je bil v hudem sporu tedaj. V tekstu je nek segment glasbe, ki je izjemno zahteven. Šlo je za to, kdo bo pel songe. Jaz sam sem bil zelo neizobražen v teh rečeh, zato sem se dal podučevati od mimoidočih poznavalcev rocka, pop glasbe in podobnih stvari. In tako sem dobil nekaj imen, ki sem razmišljal o njih, ali bodo zdržali tudi pritisk, emotivni in pa senzualni pritisk teatra, in pa ali bodo znali nositi težo tega teksta, ki ga sporočajo. Šlo je za nekaj, kar bi naj bilo več kot Brecht. Hotel sem na vsak način, da bi bila to rock glasba. In seveda, ker nisem imel sredstev za financiranje orkestra ali malega benda, sem pač pristal na to, da bo to delano vse na playback, kar je pomenilo, da morata biti to 2 verzirana pevca, zelo dobra. In želel sem si takrat, in to se mi zdelo zelo pomembno, da sta zelo popularna. Tako sem se odločil za Neco Falkovo na začetku in pa za Benča. Neca je z izjemno, bi rekel, zagretostjo in pa tudi z neko intelektualno zavzetostjo se lotila te reči, se pravi, ni šla v to kot v neko površno tezgo, v nek dodatek k njeni pevski karieri, ampak je razumela, da se ji odpira neka nova veja in ta nova veja, ki naj bi rasla skozi svet gledališča, ki ga takrat ni poznala. Zdaj v sami predstavi lahko rečem to, da je zame bila seveda ena odločilnejših dogodkov v mojem delovanju. Zgodilo se je to, da sem naenkrat odkrila mnogo stvari, ki jih samo v mojem petju recimo nikoli nisem našla oziroma nismo potrebovali tega. To se pravi oder, širjava odra, gibanje odra, sodelovanje igralcev oziroma tistih, ki s tabo sodelujejo, beseda, jezik, skratka ogromno enih krasnih stvari. In jaz sem neizmerno hvaležna Zvonetu, da je takrat pomislil, da bi tudi glasba lahko kdaj bila v kakšni gledališki predstavi. Tako je opazila atmosfero na bralnih vajah, tako je opazila vsakršen
nesebičen angažma vseh igralcev na vajah že, se pravi nobenega odlašanja, bom že potem, ko bo stvar kompletna ali ne vem kaj še. Vsakič je dala vse od sebe. Sledila je tudi bralne vaje, hodila je na bralne vaje, poslušala naše teoretska razmišljanja o tekstu, psihološko analizo in podobne stvari in sama nabirala tudi material zase, za atmosfero. Jaz samo vem, da še zdaj vidim recimo Majdo, kako prihaja na oder in pa Poldeta, kako rogovili in podira sceno, v bistvu in Štefko, pa Danila in skratka vsak je doprinesel enkraten in nepozaben prizor in imam jih res še zdaj čisto pred očmi in res neizmerno hvaležna za to, da sem lahko z njimi podoživljala to predstavo, ki mi je bila potem v bistvu tudi istočnica še za naprej. Z Benčem je bila stvar, moram priznati, težja. Zaradi tega, ker je razumel stvar na lahek način sprva in tako so bile prav, kako bi rekel, že prislovični moji jutranji obiski pri njihovi familiji, kjer mi je mama njegova najprej kavico skuhala, potem pa sem smel iti v njegovo sobo, mu sesti na posteljo in ga prepričevati, naj se udeleži vaje. Te vaje z njim so pa takoj, ko je resnici začel hoditi na naše vaje v prostoru že, kajti povabili smo ju v aktivno udeležbo šele v zadnji fazi vaje, se pravi 14 dni pred premiero, je nenadoma začutil to, kar je Neca čutila že ves čas, ker je sledila ves čas način našega dela. No, tako je bil fasciniran nad energijo igralcev, ki so po vrsti z velikimi čustvenimi in energetskimi prispevki stvar osmišljali, dajali reči, bi rekel, kako bi imenoval, nek močan tok, ki je obetal, da bo to predstava z nekimi viški. Ali pa to, kakor danes radi rečejo, in gre meni že hudo na živce, z nekimi presežki. Pravi, ne dosežki, ampak presežki. Meni se je zdelo, da bi bilo zadovoljivo, če bi bili dosežki. No, ampak izkazalo se je tako, da so vsi igralci, na čelu seveda z Majdo Potokarjevo, Štefko Drolčevo, Slavko Glavinovo, Metodo Zorčičevo, Nežo Simčičevo, Barico Levstikovo in pa Jero Mrzelovo, Markom Okornom, Poldetom Bibičem, Kristjanom Mukom, Danilom Benedičičem seveda in da ne pozabim še koga od igralcev, ki so igrali manjše vloge, Tone Homar, Vika Grilova in podobni. Vsi ti ljudje so to zagrabili, kot rečemo, z srcem. Ko sem slišal, odnosno, ki je prišlo do nekih razmišljanj o tem, da se bo postavljala drama Adna Živite kot svinje in je Zvone Širlovar prišel s to idejo, da ne bi nekje eno tako vezno besedo z Neco prepevala, odnosno bila kot ena beseda vmes vezni člen. Moram priznati, da je pravzaprav se je cela nevihta zgodila v meni, ker nisem bil pripravljen na nekaj tazga, ampak moram reči, da sem dostikrat razmišljal o teatru. Konec koncev je to zgodba, ki je povezana, art, se pravi glasba, teater, film, to ima vse eno skupno nit, vezo. In me je zanimalo predvsem, kakšno je delo to in kako to sploh izgleda. Pravzaprav bolj me je zanimalo to, kako izgleda, kako ena predstava nastane, kakšni so od A do Ž. Mislim, to me zanima isto, kot me je zanimal, kaj ste, v risbi, kako se postavim to. In enostavno je bil to izziv zame, ker se mu nisem mogel upreti. Če hočeš svoboden ostati, moraš nabrusati si zobe, drugače te kar zgrabijo Jack in ti na hrbet
sveže roke, zato Evrope hiše, hčire, prekucuj, skoz razbita okna, hradi plen, In na kracaj 100 svinjari, na beli belež arestovskih sten. In na kracaj 100 svinjari, Na beli belež arestovskih sten. In na kracaj 100 svinjari, na beli belež arestovskih sten. In na kracaj 100 svinjari. Če bi bilo normalno, da ga še enkrat delaš, ne? Bi lahko se igral, da ga bi limal. Predvsem pa, v bistvu me pa prva misel, ki me najbolj mučila, je bila ta, ne? Srečanje s temi vsemi aktorji, s temi ljudmi, ki so okoli tega. Kakšen bo to, kaj se bomo ujela, si bomo blizu, bolj me ta ljudski moment najprej zanimal, kot pa predstava. V bistvu me je bilo tega strah, ne. Potem pa, ko sem vedel, da imam upravka z krasno ekipo ljudi, v pravem smislu, sem se vdahnil in sem vedel, da bom doživel neko izkušnjo, ki jo še nikoli nisem in ki jo še danes nosim v sebi. Kar je se izkazalo takoj na začetku študija, je bil izjemen izstop, energetski in vsakršen igralski, bi rekel, izstop in angažma Majde Potokarjeve. Majda je to vlogo začutila najbrž zaradi svoje narave, zaradi nravi. Bila je vedno zelo preprost človek in izjemen opazovalec, zlasti opazovalec drugih družbenih slojev, drugih vrst ljudi, kakšna je bila sama. Res pa je, da je Majda imela neko sorodno lastnost, kakor jo je imel lik Rachel v tem tekstu. Bojevit, neformalen, antimalomeščanski, silovit, zelo čustven in tako naprej je bil ta lik. In videla je, da se je nenadoma odprla možnost, da začne igrati na način, na katerega še ni ustvarila nobene vloge. Dobila je možnost, da bo igrala res nekaj, s čem danes bi rekli, da bo razturala stvar, da bo razturila svojo, bi rekel, kariero in končno pokazala, kaj lahko ona še naredi. Dejstvo je, da je Majda do tedaj igrala nekako take harmonična dekleta, nekoliko uporna, pa vendarle vedno lepe punce, lepa dekleta v dušo in tudi v obraz ali telo. Režiserji so jo vodili v mejah, rekel bi, spodobnega, razen redkih izjem, in Majda je pa začela zaradi svojega življenjskega položaja, zaradi let, v katerih je takrat bila, kazati neke znake po drastičnem, po dokončnem, po obračunu, ki ne bi bil res silovit. Majda Potokarjeva je igrala mojo ženo, Rašel, eno tako zapito kurbo, ne morem drugače reči, tam smo tudi take izraze uporabljali. Ne čista pravo profesionalko, ampak tako priložnostno prostitutko. In tu je Majda Potokarjeva, če bi si zdaj
sposodil iz aviacije primeru, bi rekel, da je tu Majda kot igralka v svojem igralstvu prebila zvočni zid. To je bila čist neka nova Majda, ki je noben ni poznal. Tu je nenadoma zrasla ta karakterna, močna, prej je bila ona eno tako nežno, subtilno bitje, zdaj je pa z vso grobostjo, z velikansko življenjsko energijo se pojavlja pred nami. Jaz sem pustila teater pred pragom. Pri meni doma nisem nič vedeli, da imam jaz kakšne probleme, kakšne težave. Se mi zdi tudi to prav. Ampak edinkrat, ko smo študirali te Arnove svinje, Živite kot svinje, to je bilo pa pravzaprav nekje prelomnica v moji karieri, kar se vloge tiče, ker ko sem dobila to vlogo, sploh nisem mogla verjeti, da bom jaz to lahko naredila. In sem imela prve vaje, prav probleme, a bi šla na gor, pa bi rekla, veste kaj, dajte mi to vzeti, jaz to ne bom znala narediti. To je bila vloga ženske iz dna življenja. Od alkoholičarke do prostitucije, mislim, čisto dno. In se spomnim, da sem se parkrat zalotila, ko sem šla tlele od Drame pa do doma, sicer je to zelo kratka pot, ampak sem se zalotila, da hodim tako kot pijanc. Ker sem tako nekako zlezla noter v to vlogo in se spominjam pred premiero, mogoče par dni pred premiero, da mi je nekdo klical. In moj mož dvigne slušalko, pa slišim, ki je rekel, ja, je doma, ampak veš kaj, jaz ti jo raje ne dam, ker meni se zdi, da ni čist pri sebi. Ampak jaz sem bila kar tih, ker kadar so me take stvari obremenjevale in grizle, jaz nisem obremenjevala doma nikogar, ampak sem bila kar tih. In zdi se mi, da je to izjemno uspevalo in takoj na vajah sem že videl, sem začutil neko vročico. Začutil sem neko blago prepotenost, čutil sem neke kapljice znoja na njenem čelu in tukaj tlele na podočnjakih in videl sem, kako silovito si želi to stvar v resnici do kraja narediti. Vem, zalotil sem jo večkrat pri njenih pogovorih z dušo Počkaj, kako se ji zdi, da je zdaj pa dobila eno pravo možnost in da smo neka dobra ekipa, ki bi lahko naredila neko veliko reč. No, to je seveda vse gradiralo vaš čas in dobilo podporo pri teh novih članih ansambla, se pravi pri Neci Falkovi in pri Benču, ki sta nenadoma postala tako kot ene vrste naša posvojenca. Začutila sta radost gledališča in vsi skupaj smo, se mi zdi, Majdi tudi pomagali, da se je dvignila v resnici do enega nivoja, ki je bil nezaslišan za njo in po moje tudi za razvoj slovenskega gledališča je to tako znamenje, taka točka, da ga težko najdeš in je bila preprosto neponovljiva. To je bil čudež. Kaj je Majda takrat pravzaprav, kakšno spremembo na sebi naredila, to je bilo resnično veličastno. Mislim, sedeli smo tam in samo gledali. In se spomnim kolega Mahniča, ki je, mislim, bil takrat lektor, da je rekel, pa to je evropsko. Mislim, nekaj tako velikega, da se najbrž vsi, ki smo to predstavo gledali, si bomo zavedno zapomnili Majdo in seveda tudi Poldeta Bibiča. Ta vloga, ki sem jo tam igral, tega marinarja Sonja, ki sam sebe imenuje Morilc,
tazga starega mornarja, mi je bila sama po sebi všeč. Delom drama Ardnova mi je bila zanimiva in me je vznemirjala. Krasno je bilo sodelovati tako z Zvonetom Šedelbauerjem kot z vsemi kolegi, starejšimi, ki sem jih že poznal, in mlajšimi, ki jih nisem poznal. No, seveda, to je alkoholik, razbijač, tako rekoč klošar, in tu je dobil mesto neke vrste kapitana hripavega, neke ogromne mase, pol je takrat že zadobival te svoje obline. Vem, da smo mu iskali podobo in ene fotografije celo obstajajo z neko ogromno dolgo lasuljo, ker je bila varianta, da bi ga naredili na pol hipija. Zdaj, jaz sem mal majčken, kako bi rekel, enega kompleksa, če lahko tako rečem, zaradi tega, ker je ta Marina Sony zelo star. Jaz sem bil pa takrat relativno mlad, ne vem, če sem že imel 40 let. In pa sem se hotel nekaj postarati in se spomnim, da smo to reševali na ta način, da sem si umislil neko lasuljo belih las, dolgih, takih, kot en Beatles, belolasi. Ampak ta lasulja je potlej ostala samo na fotografijah, ker ni bila dobro narejena in je slabo izgledala, tako da sem potlej v resnici v igri nastopal brez lasulje, ampak sem imel tako pleteno kapo ves čas na glavi, da sem zakril črnino svojih las, ki seveda ni bila primerna za leta tega marinarja. Potem smo mu pač je imel svoje lase, take, kakršne pač Biba ima, skuštrane in vse čudne, take, kakšen kuštrav pes se mi je zdel. Na glavi pa je imel tako pleteno kapo, če se ne motim, in je v tem svojem, v teh alkoholičnih grožnjah in razbijanju, ki jih je znala ukrotiti z udarci, seveda, samo Majda, to svojo vlogo je zaigral nekako v stilu te kaotične in pa nore atmosfere. Pripravljeni? Splul bomo! Pa kaj diča je s sidrom? Razvozlajte vrvi, drugače bom moral pa... Preklite barabe lene vas bom jaz naučil kozih molituc. Marina, ne vem, kam greš, zavzeto ljubi, ljubček me. Kar si na ladjo se povzpel, minilo že toliko časa je. Marina Sony se piše. Marina, pravijo mi pa morilc. Ne vem, kam greš, zavzeto ljubi, ljubček me. Ko sem še plul po mori, so mi kolegi to porekli. Mogo bi jih videti na Malub, na kapitanskem mostu. Pastenat so pravili. A fant je morilc. Ne vem, kam greš, tako pravim. Zavzeto Tako pravim. In tako je res. Kar si na ladjo se povzpel, minilo že toliko časa je. Marina, pravijo mi pa morilc. Marina Sony. Ne vem, kam greš, zavzeto ljubi, ljubček me. Kar si na ladjo se povzpel, minilo že toliko časa je. Treba je živeti.
pa druge pustiti živeti. To je zmeraj prav. Ampak zadnje čase je bilo to pravilo pohojeno. Zdaj se pa ne ve, kaj vse se lahko z tega scimi. Je bil enkrat en moment v enem songu, ko pride vsak svoje strani, na sredi Marinar, Bibič, in stalno smo se med vrstica tudi hecali, dosti se improvizirali tudi v bistvu in dodajali, odozemali, tako, in nenadoma dobiš občutek, ker greš malo čez. Jaz nisem vedel, kaj to pomeni, ampak v enem momentu sem mislil, da si lahko že privoščam en hec, in sem prišel in enkrat siknil ene dve besede med tekstom Bibiču, ne, in on se je krasno odigral, rutinersko obrnil nazaj, kot da Rachel, odnosno Majdi nekaj govori, v bistvu se je zasmejal, da publika ni videla, ampak pa se je obrnil, in ko sem šel jaz mimo njega, mi je rekel, da ne se ne igračkam, da bom že dobil v naslednji sceni svoje, da to ne smeš nikoli delati. Ne. Jaz sem mislil, da je pač to spet en od hecov, in dejansko, ko polo je na naslednjem songu z neco Prdivjava gor in hočeva začeti peti non-stop z rokama v žepu pred nas iz čistega mira in reče, no kaj sta videla, zdaj tak siht prinesla, kaj bi rada povedala, mislim, knedl. Ob njej je bil seveda izvrsten partner Danilo Benedičič, ki je tega malomeščanskega soseda skupaj s svojo ženo Štefko Drolčevo zaigral s tako slastjo in s takim, rekel bi, s takim perfektnim smislom za ironiziranje tega razreda, tega sloja družbenega. Tako perfektno je znal skrivati to britansko hipokrizijo in tako groteskno je eksplodiral v tem poželenju po mesu, ki mu ga je tako ponudila Majda Potokar. Spominjam se, da je bila moja vloga zelo, zelo dvolična. Jaz sem bil en tak zelo nobel gospod, ki je znal zelo dobro artikulirati, govoriti, ampak druga plat mojega življenja seveda je bila pa dost huda razuzdanost tudi, in sem se spečal seveda v prvi priliki z eno tako lahko žensko, ki je igrala Majda Potokarjeva v tej igri. To se je spletlo v neko tako silovito, katastrofično zgražanje strani Štefke Drolčeve, ki je seveda posedovala takrat, tako kot danes, neko fantastično fizično energijo, neko prislovično silovitost, neko moč, neko, bi rekel, presijanost, z neko, skoraj da bi rekel, kot da se na barikadah malomeščanstva bori za svoj razred, za spodobnost in za podobne reči. Verjetno je treba, prav tako kot sem omenila in govorila o Majdi, govor tudi o Danilotu in o Štefki, pa tudi o Bibiču seveda. Danilo je svojo večno, svežo in mlado energijo, ki je še zdaj nosi pravzaprav, nekaj posebnega ustvaril v tej predstavi. En element je imel, ki je bil na nek poseben način mehek, radodaren, prijazen, topel. Tak človek, ki sicer tudi kaj greši, ne, recimo, ampak greši na vsekakor tako simpatičen način, da ti ostane v najlepšem spominu. Danilo je sicer tudi kot osebnost takšen človek, izjemno topel, izjemno dragocen, izjemno nasmejan, pravzaprav vedno. In to svojo kvaliteto je vnesel v predstavo in je dopolnjeval s to svojo energijo, izjemno lepo je dopolnjeval to predstavo. Štefka Drolčeva kot naša velika igralka je takrat igrala zelo drugačno vlogo. Ona je pravzaprav zanimiva kot igralka še po nečem, kar jo večina ljudi pozna. Ona je vsako vlogo znala narediti na en zelo poseben način. Ona ni bila igralka, ki bi jo videvali predstavo za predstavo zelo podobno, ampak je igralka, ki jo videvamo iz predstave v predstavo perfektno, ampak drugačno. In tudi tej predstavi je bila drugačna.
izjemno mirna, fina gospa, ki se pride tam iza vogala, nek čuden način, tak človeški zadržan način razburjati nad temi ljudi, ki tam tako glasno in na nenavaden način živijo. Ona pa živi v nekem svojem svetu, v svetu gospodinje in tako. Bila je izjemno fina in izjemno natančna, kot zmeraj pravzaprav. Tukaj je bil vrtiček od gospe Jackson in njo je igrala Štefka Drolčeva. Z eno tako fino distanco od te pakaže, ki je bila na tej strani, imela je lepo urejen vrtiček, bila vedno urejena in je s studom v bistvu gledala na svoje sosede. Imela pa je Mucko, ki je imela tudi važno in glavno vlogo, eno od glavnih nosilnih v sami predstavi, ker se je zgodilo, da je nekega dne izginila ta Mucka. In ona je seveda takoj posumila na te sosede, ki so bili popolnoma razpuščeni, da so jo požrli. In tisti moment, tista ugotovitev, ko ona pobira po tleh kosti in reče, požrli so jo. Mojo Mucko so požrli, ampak to seveda v njenem stilu, ki je bil tako pretresljiv, da me je vedno kar zazeblo tu notri. Se mi zdi, da je bil tisti en taki vrhunec te predstave. No, igral sem pa v tem komadu osebo, ki se je imenovala Črna gofla. To je bil nek tak zelo rabiaten, bi mogoče bil zanimiv izraz za ta lik. Mladenič, brezobziren, gofljav, to kot ti že njegov vzdevk pove. Imel sem neke škorne z visoko peto. Je bila pa to tudi ena prvih vlog ali pa ena redkejših vlog, kjer sem neko nasilno osebnost igral. In to me je najprej tudi zelo presenetilo, pa tudi razveselilo, ker me je zanimalo prav to, kaj je tisto, kar je v človeku zlega, in to je pravzaprav stvar, ki me je potem še večkrat v igranju posebej zanimala, pa tudi še z nekaterimi drugimi vlogami, pa tudi mislim, da je to neka posebnost, ki jo ravno igralstvo omogoča, to se pravi, da človek spozna neke zadeve o sebi, ki bi si jih morda drugače ne priznal. Jaz sem igrala eno vlogo mlade deklice Narciska, je bilo ime. Z Kornom sva igrala par. In tudi ta vloga je bila seveda nekako podaljšek tega vzdušja otroci cvetja, ta generacija. Po obnašanju, po obleki, po vzdušju, po vsem tem. Veliko je bilo te sveže, mlade energije v predstavi, se mi zdi v moji vlogi. Če zdaj pogledam fotografije za nazaj, ali pa če si jih pričem, spominim, mi je pravzaprav žal, da ni bilo potem naprej več takih predstav. Nekaj izjemnega se je začelo in se potem ni nadaljevalo in ne vem zaradi kakšnega razloga. Najbrž je potrebno povedati tudi to, da je ta uprizoritev in ta tekst v tistem času predstavlja nek določen šok, zlasti za establishment gledališki ali pa idejno-estetski, če hočete, drame, šok za vodstvo drame, za svet drame in podobno te institucije, ki so tedaj bile. V nekem smislu so ga pa tudi potrebovali, da bi tak šok je drama potrebovala zato, da bi dokazala, da so odprto gledališče, da so gledališče, ki ima smisel tudi za radikalne poteze in za take reči, ki naj bi pretresale občinstvo. Tisto, kar me je tlele najbolj nekako priklenilo k temu, šele zdaj vem, po vseh teh letih, v bistvu se mi živimo ta življenje. Jaz sem ga živel, pa nisem vedel.
In takrat, ko je bila predstava, sem to gledal kot predstavo, v sami predstavi sem se pa začel istovetiti s to zgodbo, s tem življenjem, ker v bistvu konec koncev se mi je zdelo, da sem to nekje že doživljal. V bistvu pa to je to življenje. Vse smo ga vsi dali skozi, odnosno danes, po vseh teh letih, ko pomišljam, se nismo daleč od tega. Eni so pač v tem, eni so mogoče malo pobegnili nazaj, ušli nekam ven, ampak to je za kratek čas. Nihče pa ne more reči, da ni bil kdaj v tem podnu. Taki smo. Zdaj v malo hujših, malo lažjih oblikah. In to je tisto, kar je plenilo. In to mislim, da se tudi preneslo tudi na te ljudi, ki so dihali v dvorani, ki so gledali. In to je tisto, kar se je nam dogajalo tudi v zasebnem življenju, v tisti moment, ko smo mi igrali. Sem opazil, da so se ljudje na nas, naši bližji so videli spremembo, pa niso vedeli zakaj. V bistvu smo bili mi taki kot na odru in obratno, ker to je življenje tako. Zakaj se smeješ in jokaš, zakaj? Zakaj sprehajaš se sam, žensko loviš in ko jo dobiš, tvoja bo vsa, tvoja bo vsa. Žensko loviš in ko jo dobiš, tvoja bo vsa, tvoja bo vsa. Zakaj se smeješ in jokaš, zakaj? Zakaj sprehajaš se sam po strehi prek zidu in pod luno svetlom i tam? Zakaj se smeješ in jokaš, zakaj? Zakaj sprehajaš se sam po strehi prek zidu in pod luno svetlom i tam? Žensko loviš in ko jo dobiš, tvoja bo, tvoja bo, tvoja bo, tvoja bo, tvoja bo vsa. Žensko loviš in ko jo dobiš, tvoja bo vsa, tvoja bo vsa. Najprej je potrebno povedati, da je na Borštnikovem srečanju ta predstava doživela tudi precejšen pretres v pozitivnem smislu in je bila silno lepo sprejeta. Tudi na gostovanjih okrog po Sloveniji so jo ogledali z velikim zanimanjem in pred ramo se je ponovno pojavila vrsta za karte, takoj so bile razprodane abonmajske predstave, tisti dodatki kart oziroma sedežev in pa vse izven predstave so bile takoj razprodane. Nekaj smo tudi gostovali, spomnim se gostovanja v Brežicah, tam smo imeli dve predstave, eno popoldan, eno zvečer, in tam smo majčkeno grešili, ampak moram reči, da se je to isto zgodilo tudi že, ko smo gostovali tam z mestnim gledališčem, namreč tam sta bile tako narodne dve predstave, ena je bila ob enih popoldne, druga pa zvečer ob 8. In zdaj od 3, ko je bila predstava končana, pa do 7, ko smo morali biti spet v teatru, so 4 ure in kaj če zdaj ti 4 ure delati tam? Po Brežicah smo šli pač v gostilno, no, in tako, da je bila tista predstava zvečer
kar majčkano bolj živahna kot običajno, celo tako, da je Muk podaril pol scene. Ko smo divjali tam po odru skozi na koncu tiste zaključne scene, mislim, da je bil song, ne vem, ravno te divje razbesnele žene, ne vem, kaj totalna norišnica rata na odru, ne, in v tistem divjanju se mi zdi, da je Marko Okorno se zaletel, ko se z Marinanom z enimi noži lovita tam po tej bajti in se je nekako nesrečno zaletel v tistem velikem finalu, nehal te v rob bajte in je tista prva fasada padla v prve vrste tistih gledalcev, vsi so bili šokirani, vsi smo se dobesedno usrali, kaj bo zdaj konc predstave, kaj, in pol sem videl, kaj je totalni profesionalizem in stop Marinar Bibič na konc rampe in odr pa prav, no, a zdaj vidiš, kakšno pizdarjo s naredil, zdaj pa smo uriti do konca. Ne. Moram reči, da smo vsi takrat na nek način uživali, ko smo jo delali in tudi potem, ko smo predstavo igrali. Vsaka predstava je bila pravzaprav doživetje zase. Vsaka predstava je bila energija zase. Energija, ki je bila popolna pravzaprav, ne. Vendar se je že takoj videlo, da nekateri ljudje hočejo to uprizoritev zatreti. Vendar so zunaj teatra delovale neke sile, rečemo zdrave sile, ki so takrat skušale dati, bi rekel, neko potrdilo nam ustvarjalcem, da je to vendarle dobra stvar. Tako je odbor za gledališče takrat svojo žirijo sklenil, da za Živite kot svinje, nadalje za Wedekindovo Pomladno prebojenje, ki sem ga delal v Trstu, tako rekoč v istem času, in še za eno predstavo iz Mladinskega gledališča, se pravi za Pavliho in Mico, dobim Prešernovo nagrado oziroma nagrado sklada, kar je pomenilo v bistvu predstavljalo nek precedens, nekaj je dalo vedeti, da je stvar vendarle resna, da ni zgolj slučajna, da ta uprizoritev predstavlja neko kvaliteto in da je tematski izbor tega teksta bil oportun, da smo segli po nečem, kar je bilo v tistem času teže seči, zlasti v takem teatru, kakršen je Drama SNG, kar pomeni, da smo se odločili igrati nek tekst, nek radikalen tekst, na radikalen način, ki bi ga lahko sicer igrali tam, kjer smo pač igrali v času bojkota, to v Gleju, kjer smo igrali recimo Bondovo dramo Rešeni, pa potem druge radikalne poizkuse, prav tako socialno tematiko dna, družbenega dna, kakršen je tu v Živite kot svinje. Vse to seveda nas je nekako zaznamovalo in nam naložilo to, da z tem tekstom in z uprizoritvijo ravnamo resno. In zdi se mi, da se je ohranila ena zelo dobra atmosfera ves čas teh ponovitev. Ta čas pa je bil zelo kratek, objektivno gledano. Drama ni sprejela te uprizoritve kot železnega repertoarja, s katerim bi lahko še najmanj v naslednjih 2 sezonah pridobivala občinstvo, ampak je stvar kar hitro pometla, ker so se pojavljale ponovne komplikacije z režiserji in tako si direktor Drame Janez Šenk takrat ni želel več konfrontacij, pač pa pomiritve in pa tega, da bi že spet on prevzel krmilo v rokah. No, ampak vendarle nekaterih stvari, s katerimi je tedajni establishment, da ga tako imenujem, pokazal svojo pravo barvo, to je vendarle treba omeniti. Pisatelj Potrč, ki je bil takrat predsednik Prešernovega sklada, mi je podelil nagrado in takrat ni rekel celega naslova drame oziroma teksta, za katerega sem dobil nagrado, pač pa rekel, ta in ta je dobil nagrado za igro Johna Ardna, naslov je izpustil, ker je bil preveč umazan, in pa za Franka Wedekinda Pomladno prebojenje in tako dalje. Skratka, ljudje so se
teme izogibali, ti ljudje z vrha, so se te teme izogibali tega imidža, tega imena in podobnih stvari. Medtem ko je pri mladih to tlelo in navduševalo in polnilo dvorane, mislim, da je Majda dobivala aplavze na odprti sceni, smehe in podobne reči, ki so za tisti čas, prav za čas teh čudnih ohladitev in pa frustracij znotraj drame SNG predstavljali izjemen dosežek občinstva. Namreč, jaz sem pripeljal iz Gorenjske, iz hribov gorenjskih, enkrat dva starejša človeka, ki sta bila tudi amaterska igralca, drugače v tisti svoji vasi. In sta prišla gledati to igro. Spominjam se, ko sem jih peljal nazaj na Gorenjsko, je bila popolna tišina, v avtu nista hotela nič govoriti o tej igri, bila sta tako nezdansko zagrenjena, ker sta bila prav povožena od tega moralnega dna, ki sta ga doživela v drami. Rekla sta samo to, se spominjam, da sta bila kar začudena, da se lahko tako realistično igra take stvari. Še 15 minut do začetka predstave, še 15 minut do začetka predstave. Počitek je dober, v hiši je toplo, za vse, ki pridejo mimo, za vse, ki pridejo mimo. Tle je meso, tle je pijača možje in s pesmijo se razveselimo. In s pesmijo se razveselimo. Pa to je že konc, kaj? Ja. To je že konc. No, vidiš, evo. Hvala lepa. Tole, za veko me noš zdaj, ki je zgubila. Vidim, da si teran pil gor čudes. Točno to. Ti, točno to. Jaz bom zdaj to dala v muzej pod 3 ključavnice. To daj njemu, da nam misli, da nisem plus ena kača bo čez visela. Po odigrani gledališki predstavi v katerem koli gledališču njeno življenje začne počasi umirati. Ostajajo pa zapisi, zvočni posnetki, posnetki na videotrakovih, morda celo na filmskem traku, zapisi v dnevnem časopisju, v gledališkem listu in morda še kakšen dokument izpisan z roko, predvsem pa ostajajo spomini na gledališke predstave. Zlasti tiste, ki se jih spominjamo kot antologijske gledališke predstave. In ena izmed takih je bila uprizoritev Živite kot svinje v ljubljanski drami, uprizorjena leta 1976. Imel sem učitelja, ki mi je rekel, ne se utapljati v spominih. Teater ima kratek spomin, zanj skrbijo teoretiki, oni ga udejanjajo, oni ga spravljajo v arhive in sortirajo in podobne stvari. Za interpreta ali pa ustvarjalca je pa skoraj da nespodobno, da se valja po toploti nekdanjih sentimentov. Glej naprej, postavi se vedno na noge po porazih in ne uspavaj se po uspehih. To je bil Bojan Stupica. Išči vedno nove konflikte in zadajaj si nove naloge. To je res. Samo mimo takih reči, kakor je bila pa ta, pa ne morem iti. Spomnim se enih parih detajlov, spomnim se recimo tudi neke spodbudne besede na takih generalkah, ki so takrat v drami še bile, ki so potekale pod skrbjo izkušenejših
kolegov in kolegic. Da nam je recimo Duška Počka je rekla, v tej predstavi pa je Estrada igrala in tudi vem, katero vlogo. Na kar imamo ohranjeno tudi na nosilcu zvoka zvočni posnetek glasbe, te uprizoritve, vendar na njih ni songov. Kako je bilo pa s temi notami, pa s tem z vsem materialom? Vem, da je bilo mnogo stvari narobe, ker se spomnim tistega časa. Jaz nisem skoraj nobene stvari hranil. Iz dveh vzrokov, ker nisem igral direktno in so se tiste note kar zgubile pri glasbenikih ali pa so ostale v študiju in ko je nekdo nov prišel, se je tisto umaknilo in tako so pravzaprav izginile stvari. In če pogledam ohranjene zvočne zapise v našem zvočnem arhivu, lahko ugotovim, da med mnogo znamenitimi gledališkimi predstavami, ki so jih sistematično od leta 63-64 snemali v ljubljanski Drami za gledališki muzej, te uprizoritve na magnetofonski trak ni bilo posnete. Iz obstoječega gradiva je razberljivo, da ni ohranjen noben zvočni posnetek iz te gledališke uprizoritve. Ni glasov znamenitih igralcev Majde Potokarjeve, Poldeta Bibiča in drugih, ki so v tej igri nastopali. In tako ne bo mogoče slišati glasu Majde Potokarjeve, te sijajne igralke v tej uprizoritvi, ki je doživela izjemen umetniški uspeh in ovacije ne samo pri gledališki kritiki, ampak tudi pri občinstvu. In to je bila ena njenih velikih, karakternih, sijajnih vlog. Zato pravim, mi je uganka, zakaj se je tako ta predstava hitro umaknila z repertoarja. Eno sezono se je igrala, malo gostovanj, mogoče komu ni bilo pogodu ta uspeh, ta razmišljanje, ta zgodba, to sporočilo. Uganka mi je zato, ker je zelo malo materijala ostalo o tej predstavi. Se pravi, dobro, takrat, danes so drugi časi, tehnologija, takrat ni bilo teh video zapisov tega, ampak o tej predstavi dejansko je ostalo zelo malo gradiva. Celo tako, sedaj se spominjam po besedah, po songih, celo še sam se ne spomnim, z Neco so zadnjič delali par stvari, songov, kako so šle melodije, to se že spomnim po zapisu, po besedilih, ampak ostalo, tudi ni nekega filmskega zapisa v tem, tudi se ni potem dosti govorilo o tem, kot da je nekje ni bilo glih najbolj komu pogodu, da se je to dalo, ampak ko gledam pa to razliko takrat pa danes, dobro, tisti, ki smo imeli srečo, da smo si predstavo gledali, pa da smo celo sodelovali v njej, je bilo to nekaj enkratnega. Danes to komu pripovedovati o temu je pravzaprav lahko težko, lahko pa lahko, zato ker ta ista zgodba se meni zdi, da se dogaja tudi danes, še zmeri. To je zelo aktualna predstava, tudi pri nas, lahko je kar jutrno odr postaviti, pa mislim, da ne bo dosti drugače, ker je to ta življenje, ne, ker ga živimo kot svinje. Ne. Se pravi, da je ta spomin vendarle neka relativna reč, po svojega je treba gojiti. Po drugi strani pa ne zavreči, ampak pustiti, da se preliva v nekaj konstruktivnega. Treba je namreč najti mero in s to mero, bi rekel, ravnati modro do preteklosti, do sedanjosti, kar je najtežje, in se tudi opredeljevati do bodočnosti gledališke. Za vsako žensko se najde možak ali pa dva ali trije ali štirje in če si ga
bila ni. Prej konec, kakor mir je. Kot ko na razpenjeni cesti morja pred ladjo zaplavajo morske vile. Gotovo je, da bojo te zjadri in gredljem vred potopi. Časek svoboden smo živeli, smo živeli, to svoboden na tem svet, Božjem svet, da če kruha nismo imeli, smo brez njega, sme živeli. Če hočeš svoboden ostati, moraš nabrusati si zobe, Drugač te kar zgrabijo Jack in ti na hrbet zvežejo roke. Zato in rope hiše, hčire, prekucuj, skoz razbita okna, hradi plen. in na kracaj 100 svinjari, na beli belež arestovskih sten. In na kracaj 100 svinjari, na beli belež arestovskih sten. In na kracaj 100 svinjari, na beli belež arestovskih sten. In na kracaj 100 svinjari.